Pozdravljeni v 83. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. Veseli me, da lahko tokrat pozdravim ne samo enega, ampak kar dva gosta. To sta ustanovitelja podjetja Kobilabs, Andrej Kogovšek in Uroš Barlič. Pozdravljena. Živijo. Po nekaj časa imamo nove goste v bistvu v podcastu, tako da danes bo jasna tema Kobilabs in zgodovina in kaj sploh delajo, tako da Andrej in Uroš, jasno zdaj, lahko v parih stavkih poveste v bistvu malo seb, tako da bojo vedeli poslušalci, s kom sploh govoriva. Dej, Andrej, ti začni. V redu. No, jaz sem Andrej Kogovšek. Matevž, če se spomniš, so mi včasih skupaj celo. Ko sem delal diplomo, sva bila skupaj, ne? To je že kar nekaj let nazaj. To je že daleč, ne? Ja, res je. Sem šel prav pogledat svojo diplomo in to je bilo leta 97. Prosim, kdaj? 20 let se hitro obrne. Jaz sem 96 diplomiral, pa sem začel tisti doktorat delati in Andrej je kmal moj sosed prišel v tistih famoznih, ko se tistim reče, tiste celice tam na moj Naikperju. No, da se bo ta mal starejša počutila, jaz sem se 98 šele upisal na faks. V redu se počutim zdaj, ja. V glavnem, no in tudi že takrat je bila v bistvu, jaz sem sicer študiral konstrukcije, ampak sama diplomska naloga je bila bolj, skoraj bolj povezana z računalništvom, kot pa samo statiko oziroma računom teh statičnih konstrukcij in tam sem delal en program za izračun oziroma izris, prikaz rezultatov na montažnih konstrukcijah, se pravi ta program ONCAD je včasih še laufal. No in potem sem v tem poslu ostal praktično vse do zdaj. Skozi nekako se ukvarjam z razvojem softvera, s tem, da že odkar sem se zaposlil, ne s konstrukcijami, ampak pretežno z nizkogradnjo. Ceste, pretežno načrtovanje, ceste in malo železnice in vse te stvari, ki so paše pod nizkogradnjo. No. Tako da se da zgleda 20 let s tem ukvarjati, pa se mi zdi, da se bo še kar treba, da še nismo vse naredili. Ja, jaz sem pa Uroš Barlič, se pravi, z Andrejem sva zdaj sodelavca pri Kobilabsu, partnerja, se pravi, zdaj tudi jaz sem diplomiral na gradbeni fakulteti, ne vem, kjerga leta, to ubi me, to nikoli ne vem. Ampak tudi jaz sem bolj z računalništva, jaz sem pa mislim, da neko simulacijo prometnih tokov, zato ker sem pa prometna smer gradbeništva bil. Ampak potem sem šel pa tudi takoj v računalništvo naprej in se od takrat, ko sem zapustil te šolske klopi, se ukvarjam z računalništvom, pa že prej sem se tudi seveda. Ne. To je nekako mi bolj položeno zidko, ki pa tisto gradbeništvo, ta pravo gradbeništvo, za ta prave moške, s čelado na glav, pa bager, ja. Pa bager, pa to, ja. Joj, to sta pa zdaj tako povedala. Mene zdaj zanima, videl sta ta prava, da vaju vprašam nekaj, kar mi v bistvu že zelo dolgo se mi poraja to vprašanje. Zdaj, glede na to, da imate že oba 20-letno kariero v tem poslu, ne, kaj se je spremenilo v zadnjih, recimo, 10 letih na tem področju in ali se sploh kaj je? Lahko na to odgovorimo, ali je to čisto splošno vprašanje. Zdaj, na kaj namigujem? Ne? Zdaj, v zadnjih 10 letih se govori samo o BIM-u. A je bilo prej kaj drugače, ko nismo o BIM-u govorili? Ko sem prej bil, en čas se je zelo veliko 3D govorila, pa v 3D projektiranju. Pole pa je pa spet tisti se malo umirili, ker so ljudje videli, da marsikaj se ne da v 3D narediti, ker so bile mašine malo prepočasne, nekako stroji še tega niso čisto omogočali. Še posebej mi da prihajava iz infrastrukture, tukaj so projekti res veliki in
reči hitro počepnejo, ne, če se zdaj gremo en ta prav 3D z solidi, z kompleksnim modeliranjem, ne, zdaj, če govorimo o BIM-u in o nekih visokih stopnjah detajlov, te reči znajo biti zelo zahtevne za mašinerijo in moram reči, da še zdaj softverji niso čisto s temu oziroma ne izkoristijo dovolj dobro hardvera, da bi se dal res gladko in tekoče delati infrastrukturne projekte v nekem 3D-ju. Ne? Jaz tako vidim, da mi smo se praktično, oziroma z Urošem se več ali manj skozi ukvarjava bolj z načrtovanjem, se pravi, oziroma modeliranjem, se pravi, ta del BIM-a. Ne? Tukaj, dobro, so bile spremembe, ampak bi rekel, da niso bile tako drastične. Sploh, če pogledam, recimo, spet malo nazaj, ne? Ko sem delal diplomsko nalogo, sem jo delal v ARX-u oziroma C++, ki se še vedno uporablja in še vedno najboljša, bom rekel, razvojno okolje za razvoj nekih resnih aplikacij. Tukaj ni šlo kaj dosti naprej. Ne? Poleg tega, takrat vem, je lih IFC oziroma IAI je bila ta organizacija, ki se je kasneje preimenovala v Building Smart, takrat je že nek IFC bil, ne? In sem prosil, če mi ga pošljajo in so takrat poslali celo eno polo, enega špeha oziroma čas se ni dal to dol potegniti. Je že bil nek standard takrat, ne? Zdaj res je, da se je v tem času dosti razvil, ampak kljub vsemu 20 let je dolga doba, bi si mislil, da bo šlo to hitrejše, ne? Mogoče največjo spremembo se meni zdi je pač tukaj v povezovanju, se pravi povezovanje, sodelovanje, deljenje teh podatkov, modelov. Tukaj pač ta splet in te nove tehnologije so pač to naredile svojo, oziroma tukaj je po mojem še največji razvoj se je zgodil. No? Pa tudi tukaj je še veliko rezerve. Ne? Ja. Ne vem, mogoče bolj za šalo, kot za res. Kar se mene tiče, največji napredek je bil tako res kvantni preskok v delu v CAD-u, ne? Je bilo AutoCAD 2000, zato, ker se je začel uporabljati kolešček na miški za zoom. To je bilo meni vrhunsko, res pogruntavščina na mestu in s tistim mislim, da smo res veliko pridobili, vse ste pol naprej, je bilo pa tako. En tak zvezen razvoja. Ne? No, se je vse toliko uporabno, kot je kolešček za zoom, je tudi kolešček za pen, ne? Če ga noter pritisneš. Oboje, ne, pa je ta kombinacija, ja, se razume, ne. Te dve operacije res veliko človek dela in ker so to uporabili, ne, v 14, mislim, da tega še ni bilo, če se prav spomnim, z 2000, ko je pa to prišlo in če si šel pol nazaj delati, spet brez tega, pol vidiš, kakšen preskok je bil to, recimo, ne, tako banalna stvar. Samo za kontekst, tisto, o čemer je Andrej prej govoril, pa ko sva v bistvu nekako sodelovala na tistem Moncadu, tisto je bila zadnja verzija, ki se jaz spomnim, da je to delali, bil AutoCAD 13. 13, ja. Tako da tam očitno tega še ni bilo. Ni bilo še koleščka. Je pa že bil Object-RX, ne? To pa je bilo, ja. Ampak mislim, da je bila takrat bila pa ena prvih verzij, ki je to bilo. Ja, ti se je bilo kar ena izmed, mislim, da so dejansko to 13, ta C++ API naredili in smo zaradi tega tudi nekako dosti entuzijastično tist delali. Žal se je v bistvu pol na koncu pač izpadlo tako, da se to pol ni nekako zdržval, pa ne vem, prenašal na novejše verzije, ker bi bilo recimo to zelo zanimivo, še posebej zdaj v tem kontekstu BIM-a. Mogoče, Andrej, tebe vprašanje, ki me pa tako čisto dejansko si konstruktivo študiral, koliko težav ali pa koliko hitro si naredil ta preskok v neko nizko gradnjo, potem, ko si prišel v službo? Ne vem, no, meni se ni zdelo tako, se mi je zdelo vse to lepo nekako naravno je šlo to skupaj. Vse smo tudi mi na faksu, smo tudi poslušali ceste, vedel sem, kaj je to os ceste, kaj je to stacionaža, kaj je vzdolžni prečni profil, neke osnove, ne, in pa smo šli od tukaj naprej. Mislim, ne vidim tukaj kakšnih težav, je tako, no, sem imel tudi to možnost, da sem se učil
na konkretnih nalogah, a ne, to je tisto, kar najbolj pomaga. Je pa res, da tudi nisem bil praktično nikoli v kakšni konstruktivi, v smislu, da bi računal konstrukcije, pa da bi se s tem dalj časa ukvarjal. Mogoče bi bilo potem to težje, ampak to je šlo dosti gladko. Zdaj, Kobi Labs je zelo mlado podjetje. Koliko ste? 2 leti? Ja, 2 leti, 2016 poleti je bilo. V bistvu lahko rečemo, da si dejansko skoraj delimo skupno zgodovino, ne, zato ker prva oddaja BIM pogovor je bila pa aprila 2016, tako da to je nekako sovpadalo, nisem niti vedel do zdajle, ne. Ampak lahko v parih stavkih v bistvu malo zgodovine, v bistvu kako je to sploh štartalo in potem pa pridemo na to, kaj sploh Kobi Labs dela. Ja, se pravi, začeli se je tam polet julija 2016. Smo se nekako odločili, jaz sem bil ta prvi, pa da bi pa mečkano vseeno probali po svoje tole zgodbo zapeljati. Smo odprli podjetje. Andrej sem jih malo pridružil. No, posel pa nekaj časa pač gostovala tukaj v eni pisarni, ampak nekako je kar tako bilo, da je bilo posla veliko, nekako so naju kar nekako zasuli s tem poslom, da sva že dosti kmalu zaposlila prvega zaposlenega, to je bilo tam februarja že 2017, ne. Sodelovali smo še seveda tudi z drugimi, a ne, tako zunanjimi, da smo lahko vse te projekte podelali, ampak je bila taka potreba, da smo že rabili prvega zaposlenega. Potem smo pa čez pol leta spet zaposlili 2 nova, a ne. Pa spet čez nadaljnje pol leta spet 2 nova, a ne. Takrat v 2017, septembra, smo pa te prostore v bistvu že kar mi zasedli, ker smo prej gostovali. Tako da zdaj smo tle na Podotiški cesti 92, ekipa 8 ljudi. Zdajle se nam je zdajle en še pridružil, a ne, ki bo sicer delal veliko tudi iz tujine, ampak no tako naprej, ne, kratka. Kar lepo se stvari odvijajo, zelo veliko lepih projektov imamo in da bo šlo tako naprej, ne. Zdaj, če bi moral v enem stavku povedati, kaj Kobi Labs dela, kaj bi rekel? Razvoj softvera za arhitekturo, gradbeništvo ali pa recimo tehničnega softvera, no, tako nekako. Ja, tako. Se pravi, če še treba v enem stavku. Ja. No, meni je zelo všeč, da ne ločujete zdaj med arhitekti, gradbeniki, pa verjetno še strojniki, pa komne. Ampak če bi morala recimo vaše stranke rangirati, koliko bi rekla procentualno, koliko jih je, recimo, če ločimo vsaj arhitekte, pa gradbenike, pa strojnike, no? A imate kakšne podatke ali vas to sploh ne zanima? Ja, zdaj težko reči, ker v bistvu kaj bi definirali kot stranka, a ne, ali je to naša stranka, ki uporablja naš softver, ali so to naši naročniki, kjer delamo tudi custom razvoj, ne. Pač sam si lahko mejo postaviš, koliko bi rekel, da to procentualno? Kaj sem, po moje, strojnikov bolj malo, no, strojniki zaenkrat še bolj malo sodelujemo, čeprav je to se naredi zelo zanimiv del, ampak nekako nimamo tle nekih ekspertiz. Gradbeništvo, jaz bi rekel, mogoče 60/40 z arhitekturo ali pa kaj takšnega. Kaj takega, ja. Ker določeni del razvoja, ki ga pač upravljamo, je tudi to, da imamo pač neko tehnologijo, ki smo jo prodali oziroma ki jo potem tudi za tega naročnika uporabljamo in niti ne vemo točno, koliko ima ta naročnik potem strank naprej, ne. Zato je to praktično, nimamo niti podatkov, tako da to je vse, tako kot je Uroš rekel, neka ocena, ki je verjetno kakor toliko natančna. Po mojem tudi za nas zadosti natančna. Pa mislim, da kot arhitekturo sem mislil visokogradno, no, tako, bolj natančno, a ne, če recimo razdelimo na visokogradno pa nizkogradno. Omenil si, da delate pač specifičen razvoj tudi za druge.
tudi ta tehnologija, ki je bila omenjena zdaj, v bistvu je pač v drugem softveru ugrajena noter, tako da očitno pač delate na projektih in pol razvijate hkrati zraven še ta Kobe Labs Toolkits. Lahko malo o tem opišete, kako eno in drugo poteka, oziroma kje je tisto, kjer vidite morda vaša ta prava priložnost, ali pa v bistvu imate dejansko to tako zelo nekako razpršeno, to v bistvu dejavnost. Ja, to si dobro rekel, razpršeno. To je tudi za nas ena ključna, bom rekel, strategija, biti razpršen v smislu, v tem pozitivnem smislu. Ne staviti samo na enega konja, biti na različnih področjih, hkrati pa tudi moraš paziti, da si še vedno fokusiran, da pa nisi spet preveč razpršen, pa si pa čist v bistvu ne moreš več kvalitetnih storitev, servisov, pač produktov ponujati. Gre za to, da pač mi imamo neko znanje iz tega, bom rekel, gradbene informatike, kako bi temu rekel, in potem pač malo razmišljamo vse skozi, kako bi se dal to znanje, oziroma tudi glede na potrebe, ki so na trgu, oziroma ki jih mi zaznavamo, kako bi lahko pač to nekako zapakirali. In tukaj se pač eno so toolkiti, ki si jih omenil, za Civil 3D pa za Revit. Tukaj pač ciljamo na ti dve platformi, ki so v svetovnem merilu najbolj razširjeni za pač načrtovanje oziroma modeliranje. Potem skupaj, ko smo začeli razvijati, smo tudi recimo razvijali eno tehnologijo, mi sicer rečemo grading, ki pač tisti, ki se ukvarja z nizkogradnjo, bo pač vedel, da je pač to nek način oziroma neka, rečemo tehnologija, ki nam omogoča neko izris oziroma modeliranje nekih površin, pri čemer veš, recimo štartaš iz neke znane geometrije, potem poznaš recimo nagib in te zanima, kakšen je potem ta površina, kako jo treba načrtovati oziroma kakšna je oblika. To, če si predstavljamo, recimo imaš lahko recimo dno gradbene jame, pa rečeš, nagib je 1:1 in zdaj tisto, kar, če to projiciraš do terena, potem dobiš na terenu neko obliko. In to je vse skupaj, to celo telo tvori tako imenovani grading. No, to smo mi dost, bom rekel, doterali, dost smo vložili razvoja v to in se izkazali, da take rešitve na trgu ni in da enostavno se ne da kupiti, zato so določeni naročniki, ki so bili zainteresirani in so jo vključili v svoje produkte. Potem so pa še, bom rekel, čist projekti po naročilu, ki pridajo tako skozi razne, bom rekel, vire, ki določene firme rabijo pač pomoč pri razvoju ali čist nekih manjših stvari, ali pa pač tudi večjih. Zato sam še eno dodatno podvprašanje, v bistvu sam zato, da se bodo zdaj poslušalci predstavljati, kaj je zdaj v bistvu problem pri tem gradingu, oziroma zakaj je ta vaša rešitev boljša od drugih, mogoče kakšno zadevo okoli tega lahko poveš? Kot prvo je to dosti zahteven matematičen problem, zato ker imamo opravka z zelo nepravilnimi oblikami, delamo običajno s površinami, s trikotno mrežo, se pravi thin surface, in potem se pač računajo presečišča oziroma te tako imenovani daylighti, kako bi temu lepo rekel po slovenski. Daylighti, se pravi tista črta, presečna črta med različnimi površinami. Sama geometrija je dosti zahtevna. To je en problem. Drug problem, ki pa tudi ni nič dosti manjši, je pa to, da mora to delati hitro, oziroma mi hočemo, da dela hitro, in to je bil pač tisti drugi izziv. Kako zadevo narediti, razviti, da dela v realnem času. Ko ti z miško vlečeš, da se ti že takoj ta grading izračunava, da že takoj vidiš rezultata. In tukaj je pač ta razvoj, ki se ga gremo tukaj, oziroma recimo, ki se ga gremo, je fajn v to, da imamo čas, da smo imeli tudi možnost to lepo narediti od začetka,
da smo si lahko vzeli čas, da smo lahko stvari premislili in jih naredili tako, da delajo, se pravi, eno je pravilno, drugo pa tudi dovolj hitro. Ne? In mislim, da nam je tukaj kar dobro uspela. Ne? In zelo izkazalo se, da je zelo pomembno, se pravi, take probleme reševati na ta prav način. Ne? Ni dovolj to, da ti kupiš super računalnik z, ne vem, 500 jedri, ki še vseeno lahko dela samo, ne vem, 500-krat hitrejši, recimo, kar pa za nek velik problem ni dovolj. Ne? Ključno je bilo, da smo mi ta algoritem in podatkovno strukturo tako zastavili, da dela praktično linearno, da ima linearno zahtevnost in da če se, ne vem, sam projekt oziroma objekt poveča za ne vem, 100-krat, da zdaj to še vedno v nekem realnem času dela, ne? Da zdaj rabiš iti, ne vem, na kosilo ali pa da narečem spat, pa zjutraj prideš, pa imaš to zračunano. Glede na to, da to si že sam rekel, da je to zelo težek matematičen problem, me zanima, kakšna je pa struktura vaših zaposlenih? Mislim, jaz vem, ker ste mi že povedali, ampak mogoče je bilo to zanimivo tudi za poslušalce. Se pravi, imamo koliko, 2 gradbenika, ne? To bi bila mi 2. Pa imamo pa, se pravi, 1, 2, 3 računalniške, inženirje računalništva, se pravi diplomirane seveda. Potem imamo enega matematika, pa enega mikrobiologa. Tako? Ja, oziroma eden je tako pol matematik, pol računalničar. Ja, točno, vsi pa imajo malo veselja do matematike. Ne? No, ta mikrobiolog me čisto iztira vrgo. Ampak verjamem, da je pol mikrobiolog, pol računalničar, pa verjetno še pol gradbenik zraven. No, pa naslednje vprašanje, ko je pa bilo vse Masta že omenjala, je pa to, na katerih platformah ste vi vse prisotni? Ja, zdaj platforme v smislu CAD-a, ne? Ja, tako, pač na katerih programih razvijate svoje stvari. Se pravi, na Autodesku, itak na Autodeskovih platformah, kot so Revit, Civil 3D, dobro, tudi AutoCAD, potem smo pa tudi na BricsCAD-u zelo prisotni, ne? Se pravi, veliko tega razvoja se tudi za to dela. Ne? To je to za enkrat, oziroma zdaj tudi Plant 3D delamo neki projekt za ene Amerikance. To je v bistvu tudi ta Autodeskova platforma za načrtovanje, kako bo rekel, teh, kaj so to, cevi, levo, zdaj mi pa ne gre z jezika. Ne vem, to plant, se pravi razne rafinerije, pa to. Kemične tovarne, rafinerije in to. Omenil se BricsCAD, lahko v bistvu o tem in par besed za tega, ker jaz to še nikoli nisem uporabljal. Pa kaj delate v bistvu za njih, no, ko si omenil, da ste gor? Ali tudi te toolkiti delajo na BricsCAD, ali imate kaj drugega? Toolkiti zaenkrat še niso na BricsCAD-u, zato ker prva naša 2 toolkita sta bila direktno vezana na Revit, pa na Civil 3D in pač Brics zaenkrat kakšnih vertikal nima, ne? In kakor tudi slišim, jih ne bojo imeli. Ampak zdaj, ker pa zdaj tudi razvijamo neko rešitev za AutoCAD, tisto pa verjetno bomo tudi sportali na BricsCAD, tako da bo tudi na BricsCAD-u lahko naš toolkit laufal. Zdaj, kar se BricsCAD-a tiče, to je pa ena taka dost zanimiva zgodba, simpatičen pač produkt, CAD produkt. Oni so, firma bazira v Belgiji in gre za nek, dajmo mu reči, AutoCAD klon, saj tako se je vse skupaj začel. Oni so razvili to reč na osnovi Open Design Alliance knjižnic, ki jim pomagajo pač brati DVG. In gre pač za, odpirate DVG, pišete v njega, in ves ta DVG bo 100% kompatibilen z AutoCAD-ovima. Tudi pač uporabniški vmesnik je zelo podoben, se pravi, imate od ukazne vrstice do ribbona, do teh toolbarov in
tudi ukazi se več ali manj enako kličejo kot pri AutoCAD-u, tako da prehod je nekako zelo enostaven. Seveda je, kaj pa catch, ne, je pa v ceni, ne, seveda, ta reč je zdaj, ne vem, čas, ko so se še te licence prodajale od AutoCAD-a, so bile koliko, več kot 5-krat je bilo cenej, ne, če je bil AutoCAD, ne vem, jaz nimam teh cen v glavo, ampak če je bil AutoCAD približno, ne vem, 5000 evrov, je bil pa BricsCAD pod 1000, ne, se pravi. So tudi spet različne variante tega BricsCAD-a, ne, različni nivoji. Tako da zelo poceni, omogoča še zmeraj te tudi perpetual license, ne, se pravi, to pomeni, da ga morate, ni treba, da ga najemate, lahko ga tudi kupite, pa ga pol imate, ne, ni tako, kot pri AutoCAD-u zdaj po ta novem. No, ampak s časoma so pa oni kot iz nekega klona, ne, AutoCAD wannabe-a, prerasli v resno aplikacijo, ki so začeli, ne vem, oni zganjajo tudi BIM, ne, v tem DVG okolju, ne, oni pač njihova filozofija je, da prisegajo na DVG okolje, ker menijo, da je to najbolj razširjen format za neko tehnično risanje, modeliranje, karkoli že na svetu, da je ne vem koliko milijonov ali koliko trilijonov teh risb DVG-jev in sploh. In oni so se odločili, da bojo svoj BIM zapeljali kar skozi to DVG zgodbo, ne, in so že kar daleč tukaj, ne. No in ta BIM v bistvu, oni so videli BIM pa kot visokogradnjo, zato ker so pač tudi del v firmi, so določeni arhitekti, ki so se na to spoznajo in so tudi že v preteklosti pač razvijali določene rešitve za arhitekturo. Manjkal jim je pa pač ta segment nizke gradnje, ne? In tukaj so potem našli nas, ko so zvedeli, da smo šli pač na svoje in smo pač smo se pač povezali in zdaj že nekaj časa z njimi sodelujemo, no in mi smo pa pač potem za BricsCAD oziroma za Bricsys razvili ta tako imenovani site design, ki vsebuje thin surface, se pravi površine, lahko je to obstoječi teren, geološki sloj, pač karkoli, nek osnovni objekt, ki se pač uporablja za to, da se naredi digitalni model reliefa, in pa grading. No. Tako da to je zdaj v verziji, ni dolgo nazaj, ko ta verzija je šla ven, ne, je bilo pač to noter, oziroma je to noter. In ne vem, mi smo po svoje, vsekakor smo zadovoljni, da smo na tem sodelovali, ne, smo se veliko naučili, cela ekipa, res je tukaj en tak razvoj bil na enem višjem nivoju in mislim, da smo tako dobro združili moči, ne. Smo se pač nekako smo se dobro dopolnili, ne. Pa imate zdaj za naprej še vedno plan voziti obe platformi vzporedno, in BricsCAD-ovo in Autodeskovo, ali je mogoče v nekem dolgoročnem planu ne vem, imate namen se fokusirati? Ali je to pač sodi po tisto razpršenost, ki ste jo na začetku omenjali? Ja, načeloma ni kakšnih planov hudih, da bi zdaj se morali fokusirati na eno ali pa na drugo, a ne. Zdaj tle poskušamo biti prilagodljivi pa delati magar na večjih platformah, a ne. Sej tudi se trudimo zmeraj tako, da imamo kodo tako napisano, da so te prehodi precej lahki in tako da ni kakšne, jaz bi skoraj videl, da bi bili na večjih platformah in da ne bi se rad fokusiral prav sam na eno. Ja, seveda, tudi v bistvu uporabniki so taki, ne, da če pogledam primer Civil 3D, je le pač praktično najbolj razširjena platforma za to, za nizko gradnjo na svetu, ne, in ima veliko funkcionalnosti in se da resne projekte delati, ampak še vedno je nekaj manjka, ne. Zdaj mi dostikrat vidimo oziroma zaznamo, kaj je tisto, kar manjka, in pač to naredimo, ne, in potem imamo iz tega pač zadovoljne stranke. Po drugi strani je pa spet druga potreba drugje, ne, ker vsak pa ne mara oziroma mu nekako ne odgovarja Civil 3D. Ne. Zdaj mogoče za druge tipe projektov, za druge tipe strank. Ne. Tako da se pravim, svet je velik in potrebe so. Ne. Zdaj, omenil si, da je svet velik, pa verjamem, da imate tak
dober pregled, kaj se na tem področju dogaja. Bili ste tudi na enem dogodku v Los Angelesu ali v Las Vegasu? V Las Vegasu, ja. V Las Vegasu. Kaj je bilo to? To je en zelo velik dogodek, reče se mu Autodesk University. Gre dogodek, kamor Autodesk povabi svoje končne stranke, prav inženirje, načrtovalce, in tam se zbere, to je precej čez 10,000 ljudi, mislim, da je tam cifra blizu 15,000 ljudi. V nekih ogromnih predavalnicah se to vse skupaj odvija. Tukaj so na kupu pač od gradbenikov, strojnikov, arhitektov in tako naprej, vsi pač, ki uporabljajo ta njihov software, ne? Oni so tudi v entertainment biznisu zdaj že pa tako naprej. In potem pridejo ljudje poslušati predavanja, ki so neke izobraževalne narave, da se naučijo o teh produktih, da zvejo kaj novega, izmenjajo mnenja. No in velik del tega Autodesk Universityja je pa tudi njihov Expo. To je pa spet ena dvorana velikosti našega gospodarskega razstavišča, kjer so pa različni razstavljalci. In te razstavljalci so pa recimo nam podobne firme, ki razvijajo znotraj teh CAD okolij ali pa ki ponujajo, ne vem, mogoče hardware za CAD ali pa. Skratka, tam je tako zelo zanimivo, zelo pestro in na tistih stojnicah. In letos smo tudi mi se odločili, da smo tam razstavljali, smo imeli svoj razstaviščni prostor in moram reči, da je bil obisk kar lep, no, tako da smo imeli zelo veliko strank. Lepo je tam se srečati s strankami, ker naš software v glavnem, se pravi, mi prodajamo po tujini, Amerika je naš največji trg in tam je pol tudi fajn priti v stik s kakšnim človekom, pa da ti pove. Mislim, za razvijalca je zmeraj najbolj lušten slišati, da se software uporablja, da so zadovoljni ljudje, da jim to pomaga pri njihovem vsakdanjem delu. To je tisto, kar človeka najbolj nagradi na koncu dneva. Eno vprašanje se takoj postavlja, v bistvu zaradi tega, ker smo se tudi pogovarjali, da bi se dobili v Münchnu na BIM-World, pa nažalost smo se zgrešili. Vem pa, da sta bila tam. Kako pa vidva nekako ta BIM-World v Münchnu zdaj nekaj dni ali pa 2 tedna nazaj, ker se je odvijal? Kako vidva? V bistvu smo bili praktično vsi razen Uroša. Še nekaj zbolov. Še pa nos brisal doma. Ja. Ne vem, ostali smo se posedali v avto in smo šli pač pogledati ta BIM-World. Moram reči, da lani smo imeli štand, oziroma smo bili na enem štandu, pač smo zgostovali za eno drugo firmo tudi, smo si ga delili, no. Pa je bilo, bom rekel, tako z obiskom, smo pričakovali malo več glede obiska, ne? Zato se letos nismo odločili, da bi imeli prav svoj štand. Vsekakor je pa dobro se tam tja iti. Že to, da se kljub vsemu poznamo veliko pač udeležencev tam, ne? To se je tudi zdaj pokazalo. Veliko je bilo slovenskih firm, tudi naše strani, nekaj naših strank, potem so bili te drugi razvijalci softvera iz Nemčije, recimo, pa smo se tudi z njimi srečali. Nismo se sicer udeležili predavanj, smo šli rajš majhen okrog, pa smo si pogledali, ne. V bistvu smo vzeli ta dogodek tako dobro, vse nekaj smo videli, kaj novega, bom rekel tako, dosti površno, no. Mogoče je bil za nas bolj, bom rekel, namen te poti to, da se pač tam, da se srečamo, da s kom kakšno rečemo in da smo enostavno, da smo zraven, ne. Pa hkrati tudi vidiš, kam grejo trendi, no. Ja, no, jaz sem bil, če ste poslušali prejšnjem BIM pogovore, sem bil kar precej razočaran nad tem BIM-Worldom. Zdaj ta AU, ker ste vi bili v Las Vegasu, je bil verjetno pač BIM-World na steroidih, krat ne vem koliko, ne. Ja, res je, to pa ni primerljivo, res. Ja, pa tam je bil pač fokusiran, ne, na AutoCAD-ove platforme, tukaj je bil pač bolj odprt, kar pač obstaja, ne. Ampak mene to bolj zanima, ko prijete tako na en dogodek, pa je poplava teh softverov dejansko tega ne broje, ne, število tega je res impresivno.
A je težko pač potem odrezati svoj kos pogače ali vas stranke v bistvu kar same najdejo? Zmeri je težko, ne, se prodajati je zmeri, to nikoli bilo enostavno, ne. Mislim, zdaj je pa tako, no, ker malo se poglobiš v te reči, tam na prvi pogled včasih si malo celo šokiran, kaj vse ljudje ponujajo, pa to. Pa ko greš pa malo pogledati vsakega posebej, pa vidiš, da mogoče niti niso to taki baobavi, pa tako naprej, ne? Da je veliko tudi napihnenega tam na tistih panojih, pa tako naprej, ne? In na koncu najdeš svoj prostor, ne, pod soncem, ker za tisto, kar, jaz mislim, da tisto, kar mi ponujamo, ne vem, smo po moje kar ena vodilnih firm, recimo glede teh toolkitov v svetu, ker enostavno taka količina, mislim, taka kvaliteta za tako ceno je se seveda prijela in mislim, da tudi po številkah, no, da smo kar eni močnejših, no, če ne najmočnejši. Zdaj se avtomatsko ponuja eno naslednje vprašanje, ne? Če bi vidva procentualno ocenila, koliko imate vi, ne vem, posla izven Slovenije, pa v Sloveniji, koliko je to 95,5 ali je to še več? Po moje 99,1. Za tujino. Ja, seveda, se razume, ne? Verjetno so tudi tam poslovne prakse malo drugačne kot pri nas, ker je v bistvu drugo vprašanje za tem, kaj imate, je kak popust date. Ja, je res. Sej, ne da bi se Slovenije kako izogibala, ne, sej nekaj strank imamo, ampak enostavno je, bom rekel, kar zdaj te 2 leti, ko smo išlo kar samo od sebe, ne, so naročila prihajala in smo tukaj videli tisto večjo priložnost za rast, ne. In se nam je zdaj itak, no, da so potrebe velike in da tukaj lahko naredimo precej večkrat v Sloveniji, ne. Ampak se pravi, nikakor ne izključujemo Slovenije in upam, da bomo tudi kmalu tukaj lahko kaj več, kakšen procentov dali, ne. Mi je pa zanimivo, recimo, ko ste prej tudi omenjala, da sodelujete s temi, kako ste že rekla, ne vem, rafinerijami, pa temi industrijami, ki se v bistvu z nafto ukvarjajo, pa bolj kot ne s strojniškim delom, ne. Tega v Sloveniji tako ni, no. Je pa tako tudi, ko nevezani pogovori po teh dogodkih se pogovarjaš, se ta industrija precej usmerja v BIM, pa išče neke prednosti v njem, pa to. A imate tudi videti tak občutek, ker se mi zdi, da zdaj večinoma kar z njimi se sodeluje, no, tako. Ja, jaz mislim, da glih pri takih projektih, a ne, kakor je ena rafinerija, recimo tam pa res BIM pride do izraza, a ne vem, jaz kakšnega hudega smisla BIM-a pri enodružinski hiši moram reči, da ne vidim, ampak pri eni rafineriji tam ga pa vidim, a ne, tam je pa res vsaka ura, vsak dan je nedelovanja kakšnega dela ali pa, da ne rečem, cele rafinerije je lahko usodna in tam pa stvari morajo res špilati, a ne, in projekti so veliki in zamude na projektih strašno veliko stanejo. Prav, večji je projekt, večji so benefiti, ne, tega BIM pristopa in ne vem, spravo, take stvari, kakor so letališča, ne, tam smo tudi nekaj delali ali pa tale rafinerije, pa tako, tam se pa res poznane. V luči, da ne bomo predolgi, pa jaz verjamem, da bi lahko o tem govorili še naslednje 2 ure, bi za konec tega dela recimo samo eno tako zelo splošno vprašanje postavil obema, kje se vidite kot Kobi Labs čez 5 let? Tega ne vidite, ampak Andrej na mene pokazal, zdaj kao moram jaz to povedati. Ja, ne vem, jaz se vidim kar še zmer tlele, ker nam je zelo luštno. Zdaj ekipe tudi ne bi se radi ne vem koliko širili čez vse meje razumnega, zato ker strašno uživamo v tem našem delu, ki ga delamo. To je bistvo vsega, da razvijamo, da delamo nekaj novega in se bojim, da če se bomo preveč razširili, pol bomo mi nehala razvijati, pa bo se mogla ukvarjati z drugimi
strašno dolgočasnimi rečmi. In naj to veseli, tako da res v eni taki zasedbi, kjer lahko je tudi kakšen človek še več, ampak se mi zdi, da pa zelo pomembno, da so vsi na takem nivoju, da smo usmerjeni res v razvoj in to je to. Mislim, da če bomo dobre stvari delali, da tudi se zadeve, kar v bistvu lahko rečem, sami od sebe prodajajo. Jaz se s tabo čisto strinjam, oziroma vse tukaj nikoli nisva imela kakšnih, bom rekel, nasprotovanj ali različnih pogledov. Zgleda, da smo vsi tukaj, ki smo zdaj v Kobi Labsu, dosti razvojniki po duši, in upam, da se bo dal še dolg časa s takim, bom rekel, razvojem iti naprej. Tudi verjamem, da če bomo delali dobro, da to je pač neko pravilo, da če dobro delaš, da pač prej slej tudi rezultat mora biti. In eno je to, da se dobro zastopimo, drugo pa to, da tudi delamo dobre stvari naprej. To je nekako tak sicer splošen odgovor, ampak No, vse nisem mislil, da bosta podjetniški plan za naslednjih 5 let povedala. Jaz sem hotel Matevža vprašati, kje se on vidi čez 5 let, pa sem se v jeziku griznil. Hvala, Robi, zato je, ko mogoče to ne bilo za na podcast. Ok, Robi, imaš slučajno še ti kakšno vprašanje, predno gremo naprej, ko reče, ne bi ganal tole čez 1 uro, traja tale podcast. Imam vprašanje, ampak jih bom za drugič prehranil. Odlično. Tako da po dolgem času imamo nekaj priporočila pripravljena, pa bi najprej gosta pozval oba, če imata kaj pripravljeno. Prej sta nekaj govorila, da je pa res nekaj dobrega, kar ste kupili. To je bilo že malo namignjeno za ta priporočila, pa sva kruntala kaj čva, pa ne vem, sva pa vsem rekla, da novo glih kakšne kuharske knjige ali pa kaj takega. Zakaj pa ne, vse smo že imeli. Pa sva pa rekla, da je priporočiti tole mikrofon, se pravi, mi se zelo veliko pogovarjamo z našimi partnerji prek telekonferenc, in večina naših partnerjev ima katastrofalne te mikrofone in govorijo v računalnike in polka malo stran govoriš, se jih nič ne sliš. In rešitev za to je pa en malo boljši mikrofon, ki sploh ni toliko drag. Mi uporabljamo Yeti Blue mikrofon, to je en tak bajedej podcasterski mikrofon in se zelo dobro tudi na telekonferencah obnese. Tako da to priporočava, če se kolikor toliko ukvarjate s telekonferencami. Definitivno smo tudi mislili, da bi prav tistim partnerjem, s katerimi imamo težave, s temi povezamo, da jim ga kupimo za novo leto, pa da od zdaj naprej, da se jih sliši, kot treba. Ja, jaz lahko samo potrjujem. To so eni mikrofoni znamke Blue, drugače to model je Yeti. Zdaj, če v take za novo leto pošiljali, pa hočete kaj varčevati, je tudi en cenejši Blue mikrofon, ki je še vedno boljši kot tisti za neč, ko jih imajo drugi, ampak ok. Jaz sem tudi priporočila danes, po zelo dolgem času bi pa rad povedal zgodbo v ozadju. Meni gre vedno na živce, ko se v povezavi s tem BIM-om operira z nekimi številkami v procenti, kakšni bojo prihranki. No, in naletel sem na en case study oziroma študijo primera, kjer so uporabili BIM 360 na nekem, oni pravijo temu Industrial Construction Project, je pa spet neka refinerija, nekaj v tej smeri. Tako da povezava bo v zapiskih, ampak povedal bi ti, zaradi česa sem jaz tole dal noter. Projekt je bil vreden okoli $500 milijarde, se pravi $500 milijonov, govorijo pa o prihrankih okoli milijona dolarjev. Zdaj, to je zelo, zelo, zelo daleč od tistih 20-30%, s katerimi se operira, pa je to res ogromen projekt. Mogoče so to malo podcenili, mogoče niso, ampak sam tako, da dobimo malo perspektive, kar se tega tiče. Predvsem v tej smeri vzemite to priporočilo. Drugače pa zelo zanimivo. Lahko najdete na povezavi, je v bistvu prezentacija, pa tudi video, ko 1 uri razložijo, kaj se na tem projektu dogaja, tako da če koga zanima, zanimivo. No, jaz smo tudi eno priporočilo, ampak to priporočilo je predvsem vezano na Andreja, ki je zadnjič omenil, da nekam gre naslednjega septembra. Andrej, kam greš?
Ja. V bistvu je tako, da bom rekel, je planirano, pa ni planirano. Ne? Jaz, vse tisti, ki me poznate, veste, da rad tečem, in se še nisem nekega tazga maratona udeležil. Zdaj ne vem, je to tista efekt bolj star, bolj nor, to mi žena vedno pravi, ne? Kam bo še vse šel. Ampak s prijateljem so se pogovarjali že nekaj časa, da bi šla na en maraton, ta prav, in so rekli, ta prav maraton je v Berlinu, in so zdaj tam pa ne prideš tako zlahka noter, če nimaš lih super časa, moraš biti žreban. In sva se prijavila, sva mislila, da se itak ne bo žrebana, ker namreč naslednja leta imaš več možnosti, da si žreban. No in lejo srečo ali pa smolo, sva bila žrebana in zdaj se moram pripraviti. Je pa na srečo to še 10 mesecev, tako da časa bo še dosti. Kot sem že zadnjič omenil, v bistvu jaz sem tudi načeloma nekaj tazga naredil že leta nazaj, s tem, da jaz do takrat sploh nisem nič tekel praktično. Če imaš ti v nogah že toliko in toliko kilometrov, potem to sploh ne bom ben problem. Zaradi tega, ker je pa res, da je ta knjiga, ki je priporočena v bistvu za maraton za maratonce, v angleškem naslovu sicer The Non-Runners Marathon Trainer. Skratka, odlična knjiga. Je pa tako, da en izmed prvih poglavij govori o tem, da moraš, takoj ko se odločiš, da boš šel maraton teči, moraš vsem povedati praktično, da greš maraton teči in da ga boš pretekel. To je začetek. Tako da v bistvu poti od zdaj naprej nazaj ni več. Andrej gre maraton preteči septembra. Če kdo slučajno to spremlja, berlinski maraton, prenos berlinskega maratona na Eurošporte, mi bomo vsi zvesto navijali ob televizijskih sprejemnikih in v bistvu navijali z Andreja in njegovega prijatelja, da boste pretekli to. Hvala, Matevž. No pressure. Matevž, jaz sem pa mislil, da tvoje priporočilo nima nič skupaj z BIM-om, ampak sem se zdaj spomnil, da tisto, ko se gre BIM, tudi vsem pove, da se gre BIM. Skratka, to je glede vsebine današnje oddaje. Mislim, da vse prihajamo do zaključka. Andrej in Uroš, imate morda še zadnje besede, kako zaključiti to? Ja, jaz bi rekel čisto enostavno hvala za vabilo. Jaz tudi bi se zahvalil. Kam vam lahko poslušalci pišejo, kakšen e-mail naslov? Lahko info@kobilabs.com. Lahko pa tudi kar direktno, se čisto enostavno. Andrej@kobilabs.com ali pa Uroš@kobilabs.com. Odlično. Bomo veseli, če kdo ima kakšno vprašanja, kar na dan z njim. Ja. Robi, tem poslušalci lahko še zmeri pošlje e-maile, ne? Še vedno mi lahko pošljete maile na robert@klinc.net. Tudi ni treba čakati na kakšne dogodke, pa me potem tam loviti, ampak mi lahko že prej pošljete, da sem lahko pripravil. Ja, meni pa tudi, ali pa najboljšno za BIM pogovore, v bistvu, ker na info@bimpogovori.si, tako da BIM pogovori so tudi na spletu, Facebooku, na YouTubeu, Twitterju ne omenjam več, tam že dolgo nič ne objavim. Tako da mislim, da je to vse za današnjo oddajo. Andrej in Uroš, res najlepše hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor. Upam, da bo še kdaj priložnost, ko bo kaj novega, ko bo v bistvu leto mimo in bomo spet lahko dejansko Andreja vprašala, aj pretekel maraton. To je vse do danes, no? Adijo. No, jaz bi rekel, da še nekaj upam, da ko se naslednjič vidimo, da bomo rezervirali restauracijo. Bomo bolj pripravljeni. Ja. Dobro, no, adijo. Adijo.